Kako je? Se pravi, soja. Ja, seveda. Ampak zakaj ni soja? Ja, bom razložila, zakaj. Boš razložila? Ja, okay. Se mislim, da sva že not. A sva not? Ja! Nas že prisluškujejo, nama že prisluškujejo in ne jo gledajo in vse ostalo. Pa ležno pozdravljeni, danes je v naši družbi svetovalka iz Kalčka, Jelena Dimitrijevič, in govorili bova o menopauzi, po katerih živilih prisegate takrat oziroma posegate, po katerih prehranskih dopolnilih morda in vseh tistih stvarih, s katerimi morate biti seznanjeni, kadar se znajdete v tem času, pa tudi kako prepoznate, da ste pravzaprav sploh v menopauzi, poleg testa menopauze. A greva kar tja? Ja. No, dejva kar tja, zdaj smo v etru, moramo biti malo bolj spodobne. Kdaj v bistvu sploh govorimo o menopauzi, pa a vsako žensko to doleti? Ja, seveda, to je normalen ciklus, skozi ta ciklus gre vsaka ženska. In v bistvu to obdobje, ko se konča ta menstrualni cikel oziroma menstrualne krvavitve in ni več te reproduktivne sposobnosti ženske. To nekako nastane tam od 45. do 55. leta starosti, s tem, da velikokrat to obdobje nekako povezujejo take slabe stvari se dogajajo, veliko je različnih simptomov. Valonge, tako govorijo, ne? To je ena med temi zadevami, ampak recimo, tako se tudi omenjajo, oziroma se dogajajo različne stvari, kot so tudi nespečnost, recimo se potimo čez noč, suha nožnica, suha koža, težave s prebavo, s presnovo, zaprtje se pojavi, različne vnetja se pojavi, recimo vnetja mehurja, celega tega reproduktivnega sistema. Potem recimo začnejo izpadati lasje, tudi to se lahko dogaja, se začnejo nabirati maščobe okrog trebuha, prav zaradi tega tudi hormonskega nihanja, ker vemo, kako to izgleda v menopauzi, pride do spremembe na hormonskem nivoju. V tem smislu, da v bistvu se estrogen zniža tudi za tam 40–50%, progesterona skoraj pol na koncu menopauze niti nimamo. Lahko se zna zgoditi, da tudi testosteron pade, čeprav velikokrat tudi se ostane bolj visoko kot recimo drugi hormoni. Tudi hormon FSH pa LH se tudi zvišata, kar je dokaj čudno, ampak se iz enega razloga. In vse to pa vpliva na možgane. In marsikatera ženska se pravzaprav boji tega obdobja, ker se tako predstavlja, kot da je to nekaj slabega. Sem dejansko se ne zavedajo in jaz bi rada, da tudi gledalke, ki gledajo to oddajo, se zavedajo, da je to čudovito obdobje. Zaradi tega, ker ženska končno ima čas, da se posveti sama sebi, da ponotrani te občutke, da zaživi na polno, postane bolj modra, postane bolj tako energična, več ognja ima tudi v sebi, postane bolj intuitivna, bolj kreativna. A veš, da ti je ena muha nagaja? Ja. Veš, kaj je to? To potem poveš muha kar 5 tja. Ne, ampak a veš, kaj to pomeni? To dejansko pomeni, da se vidi, da imamo zdravo, živo, ekološko hrano tukaj, ker muhe na plastiko ne grejo najbolj rade. Ja, itak. Tako da v bistvu dejansko morajo vzeti to obdobje kot nekaj pozitivnega. Dajo maksimalno iz sebe. V bistvu takrat se tudi ženska lahko posveti sebi, kar je nujno potrebno, tudi duhovno se bolj razvija, ker ima možnost za to, ker tudi ena zavesa pade in se lahko bolj sebi posveča. To lahko tudi pripelje do težav v odnosih, posebej partnerskih odnosih, zaradi tega, ker ženska zdaj hoče iti tudi ven, pogledati, kaj se dogaja v tem svetu, ker do takrat je morala skrbeti za družino, se njim nekako podrejati. Zdaj pa je čas za njo. In pol, ko gre v ta svet, potem postane drugačna. Moški pa v svoji andropauzi imajo tudi malo drugačno obnašanje. Želijo ostati doma, dosti med tega sveta in takega burnega življenja. Tako da so razlike in če sta partnera res zrela, potem uskladita ta odnos. Če pa nista, potem se marsikaj lahko zgodi. Ja, bi rekla, da je temu tako. Ogromno je verjetno žensk, ki pride prvič v ekološko trgovino, Kalček recimo v vašem primeru, in reče valonge, pa potim se in vse ostale stvari, čutim, da je prehrana tista, ki jo moram spremeniti, in tukaj dejansko potem nudite nasvete. Se pravi, kaj v prehrani je treba spremeniti, oziroma sploh prvo vprašanje, ali je treba prehrano prilagoditi temu času menopauze? Ja, vsekakor.
Predvsem je takole, se moramo zavedati, kakšne hormonske spremembe takrat nastanejo, se malo tudi izobraževati. Jaz sem tudi prinesla eno tako res uporabno knjigo. Biblijo. Tako, ja, Žensko telo pa ženska modrost. Je ena taka res fajn knjiga. Ojle, živa, a je tebi tudi všeč? In jo lahko preberete, če se želite nekako bolj podrobno spoznati s tem, kaj pomeni to obdobje, tudi v tem fiziološkem smislu, spremembah, kar se telesa tiče, ampak nasplošno tudi teh psihičnih zadev, sprememb, da nismo presenečeni, če se nekaj dogaja. Zdaj, kar se prehrane konkretno tiče, veliko nam pomagajo živila, ki vsebujejo veliko fitoestrogenov. To so tiste snovi, ki jih najdemo v rastlinah, tam nekje tudi 300 različnih vrst rastlin vsebuje fitoestrogene, ki se v bistvu vežejo na receptorje, estrogenske receptorje. Zdaj, marsikdo je prestrašen in skozi mislijo, ponavadi, kot govorimo o fitoestrogenih, govorimo o soji, ki je zelo, zelo dobrodošla v času menopavze in predmenopavze. Predvsem tukaj govorimo seveda o ekološki soji. Ja, to veš. Tako gensko nespremenjeni. Jaz ti povem, da pa minimalno enkrat na teden hodim v trgovino, pa rada poskušam nove stvari take in drugačne, se na policah se vedno nove dejansko znajdejo. Zdaj sem najbolj navdušena nad čičerikinimi testeninami, ki jih imate, recimo, ne. Ampak soje pa nikoli ne vzamem, ravno zaradi tega, ker so tukaj strašili, da je tu gensko spremenjeno, oziroma da... V bistvu takole sploh ne obstaja ena relevantna študija, ki bi dokazala povezavo med negativnimi učinki soje pa našim zdravjem. Tako da je to brezpredmetno. Če zberemo ekološko... Tako, gensko nespremenjeno, potem sploh ni tega strahu, to je stročnica, ki je izjemno koristna, nasplošno, generalno, ampak posebej v času menopavze. Dva fitoestrogena, to so izoflavona, sta prisotna v soji, to je genistein in daidzein, in sta ključna v tem, da se zmanjšajo recimo tudi tiste valunge, da se zmanjša ta občutek recimo suhe nožnice, suhe kože, nespečnosti, vse, kar je nekako povezano tudi s pomanjkanjem estrogena v tem obdobju nasplošno. Priporoča se, tudi v tej knjigi piše, tam nekje med 100 do 160 mg sojinih izoflavonov. Kaj to konkretno pomeni? To pomeni recimo, če gremo v trgovino in si hočemo zdaj kupiti nekaj sojinih izdelkov, to pomeni recimo, da 35 do 50 mg najdemo v eni skodelici sojinega mleka ali pol skodelice tofuja, najbrž veste, kaj je tofu, potem pol skodelice tempeha, pa tudi pol skodelice edamame, ne vem, če poznate, to je ta zelena soja. Ta tempeh, v dostih receptih sem ga že našla, sem ga še nisem v življenju ne kupila, pa vem, da ga imate, pa izpostavljam, ga ste imeli. Ja, izjemno je koristno. Kaj je to v bistvu? To je ena od najbolj popolnih izdelkov iz soje, ker je to fermentirana soja, fermentirana zrna soje, so tu tako eno plemenito plesen vsebuje, ki tudi antibakterijsko deluje, tudi antibiotično recimo, ampak iz tega naravnega vira, tako da se res priporoča, vsebuje res veliko beljakovin in soja je tudi znana po tem, da vsebuje vse esencialne aminokisline. Pa še beljakovin je dosti, to pa vegani moramo fajn paziti. Tako je. Se pravi tempeh. Tempeh, ja. Kako pa zgleda v trgovini to? V bistvu je tam v tem predelu, kjer je hladilnik in so prav taka ena zrna, zraven pa tako so, nekako se držijo skupaj s tisto belo plesnijo in so pakirana. In kako se to odpolje? Pol pa to pripravljamo na različne načine. Recimo lahko malo popečemo, lahko damo kakšen golaž veganski, lahko recimo tako sam pojemo surovo, ker se da takoj uživati. Z bučnim oljem zaliješ? Lahko, ja. Ja, itak, to mislim, če ne veš, ko bi s hrano naredil, z bučnim oljem zaliješ, pa je zmeri v redu. Vse izboljša se okus. Ja, v bistvu se pravi, vsa ta živila, tudi ki vsebujejo fitoestrogene, pa sem hotela samo razložiti, da naj vas ni strah fitoestrogenov, ker v bistvu imajo tako funkcijo, da ko se vežejo na estrogenske receptorje, takrat delujejo tako adaptogeno oziroma prilagajajo stvari v našem telesu. Če imamo recimo nizko raven estrogena, se pol ta zviša zahvaljujoč njihovi prisotnosti. Če pa je recimo ta previsoka, potem to znižajo na račun tega, da ne dovolijo tistim zelo močnim estrogenom, ki lahko povzročajo recimo estrogensko pogojenega raka, dojk jajčnikov, da se to res zniža. Tudi za moške, seveda tukaj ne govorimo, zdaj 1 kilo bomo vsak dan pojedli, ampak recimo 2-krat, 3-krat tedensko lahko brez težav užijamo sojo, se pravi, če smo v času predmenopavze in menopavzo,
če smo v menopauzi, potem tudi lahko več. Poleg tega recimo so še eni fitoestrogeni, ki so zelo, zelo pomembni, to so lignani in njih najdemo največ v lanenem semenu. Tako, če nismo za sojo, če iz kakršnekoli razloga ne želimo uživati soja ali smo mogoče alergični, lahko si pol postrežemo in redno uživamo laneno seme. Poleg tega pa so tudi druge stvari, recimo janež, koromač, jabolka. Kaj pa ajda? Ajda ni toliko, ne vsebuje toliko. Ena žita, oves je recimo boljša izbira, če želimo več fitoestrogenov, pa pol recimo rdeča pesa, korenje, kumare, krompir, paradižnik, tale granatno jabolko in tako naprej, češnje. Je veliko, res veliko različnih živil, ki vsebujejo fitoestrogene in teh mora biti čim več v času predmenopauze in v času menopauze. S tem, da recimo v času predmenopauze takrat moramo tudi poskrbeti za zadosten vnos živil, ki spodbujajo nastanek tudi progesterona, ker takrat se dogaja, da nam progesteron res drastično pade in potem nastane to neravnovesje med progesteronom in med estrogenom, kar je za nas, tudi za naše telo, dosti nevarno. In hočemo, da je to ravnovesje pravilno. Tako da takrat je treba uživati tudi živila, ki vsebujejo več vitamina B6, več magnezija, cinka, C vitamina in s tem si bomo tudi pomagali. Nikjer nisem slišala v opisu čokolada. Čokolada lahko, tudi čokolada ni problematična, s tem, da jemo pol čokolado, ki je res taka temna čokolada. V kalčku imamo tudi izjemno dobro čokolado, ki je belgijska, ki je s stevio narejena. Se pravi, 85% je kakao, pa je slajena s stevio, se pravi, niti ni problem s temi sladkorji. Ker ko smo v času menopauze, res moramo paziti, kaj uživamo. Sicer jaz nisem v menopauzi, ampak recimo za Veliko noč vem, da so bili zajčki iz te čokolade. Jaz sem celega zajčka sama pojedla, ker je pa bila velika noč pa. Velika noč je bila. Ja, no, vse kaj, jaz nisem jedla, nekje sem pa mogla. Itak je, normalno. Tako da v bistvu moramo pa res spremeniti način prehranjevanja, ker zdaj, ko se hormoni spreminjajo, potem moramo zmanjšati količino zaužite hrane. Se pravi, manj jesti. Ker v bistvu zaradi te spremembe možgani tudi delujejo drugače, pošiljajo drugačne informacije in se pol hitreje ta maščoba, ki prihaja iz hrane, posebej iz predelanih ogljikovih hidratov, se hitro nalaga. Ponavadi v tem predelu trebušnem, kar je tudi bolj nevarno. To je tudi zaradi prevlade estrogena v tem trenutku. Tako da manjši obroki, bolj recimo v tem dopoldanskem času tudi do kosila se kar fajn najesti, koliko si želimo, oziroma gledamo tako, da ena pes, to koliko je velik naš želodac. Zvečer pa res majhno količino živil in predvsem poudarek na zelenjavi. Zelo dober vir fitoestrogenov, poleg soje so seveda tudi druge stročnice, tako da seveda za kosilo si lahko privoščimo kombinacijo kakšne zelenjave pa plus stročnic, za večerjo bolj take juhe ali kakšno solatko si naredimo, čeprav recimo se dostikrat z nas zgodi, da v tem času malo teže prebavljamo presno hrano, ampak to je tudi odvisno od vsakega posameznika. Tempeh za zvečer pol? Lahko bi tudi šlo, ja. Lahko bi šlo tudi za večerjo, ne pa žit, ne pa sadja recimo zvečer, da se tako ne dviguje tudi inzulin. Poleg tega pa pravim, od žit samih, enim bojo žita ustrezala, predvsem poudarek na brezglutenskih žitih, drugim pa niti žita na splošno ne bojo ustrezala, to je spet treba preveriti pri vsakem posamezniku. Ampak če jih bomo uživali bolj v tem dopoldanskem času, jih uživati, to je zelo pomembno. Ne smemo pa pozabiti tudi na zadosten vnos omega-3, se pravi poleg lanenega semena, čije semena, orehe so res fenomenalni. Mandlji? Ne, to ni dober vir omega-3. Lahko tudi še konopljina semena, zelena listnata zelenjava, lahko pa tudi prehransko dopolnilo. Jaz seveda iz rastlinskega vira svetujem olje iz alg ali tele kapsule iz alg, tako na tak način. D-vita, ne, to ne. Prav posebne alge predelujejo, da se dobi olje iz alg, ki je bogato z DHA pa EPA. To so dve verigi omega-3, ki ponavadi jih težko pridobimo, tudi odvisno kakšna je pretvorba iz alfa-linolenske kisline, ki jo najdemo v lanenih semenih, čija semenih, rastlinskih virih na splošno. D-vitamin je zelo pomemben, predvsem zaradi tega, ker v tem času, ko se staramo, ko pridemo že v menopauzo, manj je recimo kalcija in manj kalcija se nekako vgrajuje tudi v naše kosti, moramo paziti, da tudi v prehrani imamo zadostno količino. Če je kalcij, potem je tudi magnezij pomemben? Tako.
kalcij, magnezij, fosfor, D-vitamin, da se to vse nekako absorbira. Kalcij jaz predlagam tiste rastlinske vire, se pravi temnozelena listnata zelenjava, veliko stročnic, različnih semen, oreškov, suhega sadja, če nimamo recimo težav s kandido. To so taki dobri viri kalcija, ampak res moramo pol paziti, da tudi zaužijemo. Jaz predlagam, da je dodatek D-vitamina, ker velikokrat pa tudi po različnih meritvah so ugotovili, da nam ga resnično primanjkuje, posebej, če živimo v mestih. Tako da te zaloge, ki se nekako naberejo, če smo tudi od zunaj veliko čez poletje ali pomladi, ni dovolj. Hitro jih porabimo. In potem imamo ta primanjkljaj, ki... Mi smo imeli gospoda tukaj, ki je na vozičku, vem, ravno zaradi D-vitamina. Ja, tako da to so ene take pomembne stvari. Moramo res paziti, da nam ne zmanjka hranilnih snovi, ki so ključni. Zaradi tega hrana res mora biti polnovredna, ne sme biti teh predelanih živil, sladkorja, tudi naj si izberemo tudi take malo boljše oblike sladkorja, lahko je tudi kakšna stevia, ksilitol, kokosov sladkor v manjši količini in bolj za zajtrk. Daj mi tale ksilitol malo razloži. Zdaj sem videla, da žvečilne gumije s ksilitolom tudi prodajo. Ja, to nekdaj prodajo. Predvsem zaradi tega, ker deluje protibakterijsko in pol to tudi zobozdravniki priporočajo, ker pobije bakterije v ustih. Drugače je to sladkor, ki zdaj trenutne raziskave so take, ne vem, kaj bo čez 10 let, da je to vrsta sladkorja, ki dejansko se skoraj ne presnavljajo v našem telesu, ampak se izločijo, zaradi tega tudi ne dvignejo sladkor v krvi in ne vplivajo negativno recimo na kakšne patogene organizme. Ampak to je cukor v osnovi? To je sladkor, ja. S tem, da ima nizek glikemični indeks, kar je tudi v času menopavze zelo pomembno, da tudi uživamo živila, ki imajo nizek glikemični indeks, da se tudi ne dviguje sladkor v krvi, ker hitro zaradi teh hormonskih sprememb pol pride tudi do težav z inzulinom in spet smo pri tem, da se nabira več maščob v našem telesu. Koliko časa ponovadi traja ta menopavza? Zdaj odvisno, lahko traja 10-15 let. Ker tukaj računamo tudi pred menopavzo, ki se začne recimo tam tudi po 40. letu, pa naprej zdaj odvisno od posameznika, lahko pa tudi prej, če smo imeli kakšno operacijo recimo na jajčnikih, na maternici, tudi recimo, če je veliko strupov v telesu, marsikaj lahko povzroči to spremembo. Kaj pa recimo ženska, ki reče, ja, jaz celo življenje sem jedla taka, sem jedla, zdaj sem pa v menopauzi, zdaj je pa prepozno, da bi začela zdravo ekološko hrano jesti. Zdaj, kar pač je, ni prepozno. Zdaj v bistvu pravi čas, da nekaj naredimo zase. Ker v bistvu otroci so koliko-toliko, zdaj odvisno, kdaj smo rodili otroke, ampak ponavadi je tako, da so že odrasli, lahko poskrbijo tudi zase, ni nam treba skozi biti nad njimi in kontrolirati, kaj se dogaja. Lahko si res, pol imamo čas za to, da vidimo, kako se prehranjujemo, kako se počutimo, da delamo te spremembe, ki so nam v tem trenutku všeč in da nekako začutimo sebe, kaj bi, kako bi in ne odnehati. Res nikoli ne, zaradi tega, ker so to čudovita leta in ženska lahko cveti in je fenomenalna in čudovita. In hodi na brezplačna predavanja v Kalček in vlaga vase, znanje in vse ostalo. Pa tudi recimo na brezplačna svetovanja, ki jih imamo v Kalčku. Vsak mesec, to se lahko pogledajo gledalci na spletni strani, kjer lahko še bolj podrobno pogledamo stvari za vsakega posameznika, zaradi tega, ker tukaj se tudi priporoča v menopauzi različna prehranska dopolnila, ki izjemno pomagajo. D-vitamin si rekla prvi v vrsti, ne? Ja, D-vitamin, omega-3, prek hrane, se pravi fitoestrogeni, plus še ene... Kaj pa E-vitamin? Tudi E-vitamin. Ampak od prehranskih dopolnil recimo tudi lahko je kakšna kombinacija. Dong Quai, to je Angelika, ki v bistvu... Ženski ginseng. Tako, res je. Ki tudi pomaga predvsem tako, da za uravnavanje estrogena. Potem je še ena zelo dobra rastlina, to je Vitex agnus castus ali navadna konoplika, ki tudi v tem menopauzu zelo pomaga. To pa še nisem slišala. Ker spodbuja tudi nastajanje progesterona. Da pa se to lažje uravnava tako. Potem je še ena taka zanimiva rastlina, bolj so take kitajske, se imenuje cimicifuga. Iz tega pa tudi izdelujejo zdravilo
prav za čas menopavze. Zanimivo. Za dong quai, vem, sem že velikrat ženski ginseng, več raziskav, ko sem prebrala, bolj sem bila wow, to je pa res zanimivo. Maka je tudi zraven, ginseng na splošno je tako, začimbe različne, recimo, ne vem, janeško, romač, ingver, cimet, potem žajbelj je fenomenalen, če imamo kakšne te oblive vročinske. Pa še za zle duhove odganjati. Najlepša ti hvala za vse informacije, ki si jih podala. Evo, možnost imate, da v Kalčku dobite dejansko nasvet, torej imajo te svetovalne urice, ker vam popolnoma brezplačno svetujejo, kaj in kako. Vse, kar se mora zgoditi, je to, da se vi sami pri sebi odločite, da ste naredili nekaj za sebe. In zakaj bi naredili nekaj za sebe? Zato, ker se imate radi in zato, ker si to zaslužite. Če kakšna informacija, pa tudi na 3x2 klepet ob kavi.si.